Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lijep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam. Tonca Lukežu razmišlja. Je Tenarbuj majhna občina v deželi, tista, kjer občani so te najbolj revni, pa tudi na žalost najbolj stari. Pa se glih zadnje cajte reka, da je nam novinarjem večkrat puno materijala za pisati. Takrat se govori o 180 milijonov, ki jih bo dala dežela občini za kupiti staro štarijo na Krasu. Če bi bilo samo tole, ne bi bilo slabo. Pa ta je čudna riječ, je da občina bo nucala tiste sude za odprijet v telem hramu an center za mlade. Mladi v reki jih nija. Tele sude jih je dala prejšnja deželna vlada, ki jo je vodil Tondo. Nam se zdi, da je tole en primer tistih prispevkov, ki enkrat so jim pravili demokristjani, ki jih je tela vrsta politike dajala, recimo tako, prijateljem, ne glede na to, če je bil projekt potreben ali ne. Tista politika, za katero vsi pravijo, da jo nečejo, pa kar je cajt za vzet sude, pratate najbolj hiter in lahan način za jih dobiti. Čudno je, da tist, ki se je najbolj razjezil zaradi telega prispevka, je najmlajši svetnik, ki ga imajo gor od reki. Prav tist, ki samo en mesec od tega je z njega kandidaturo podperjal Tonda in le tisto vlado, ki je dala tele sude. Vsaj telkrat je pozabil na polemiko o sudih, ki jih dobi slovenska manjšina. Pa ne bojte se, kmalu bo nazaj začel lajati proti nam. Mi upamo, da bo tako, sak če ne, kamu se bomo smejali, an ki bomo imeli zapisati. V petek 25. maja so v prostorih Inštituta za slovensko kulturo v Špetru otvorili razstavo pod naslovom Sten. Marina Černetič je izkoristila priložnost, da bi se malo pogovarjala z Zeleno Guglielmotti, ki je ena izmed 4 razstavljavk. Kako si se odločila pa za to Akademijo za likovno umetnost, recimo, in ne za drugo tipologijo študija? Si bila že tako usmerjena, ko si bila na licejih? Ko sem bila na srednji šoli, na gimnaziji, sem že rada risala, ampak zaradi starši so me usmerjali, da bi obiskovala licej na mesto katerekoli druge umetniško usmerjene šole. Tako potem na koncu pa si ti odločila, da ti v Ljubljano. In na kaj pripravljaš diplomo? Za diplomo pripravljam na roko narisano animacijo. Tema? Tema ljubezensko pismo. S katero tehniko se najraje ukvarjaš? Zaenkrat trenutno se najraje ukvarjam z grafiko, sicer z resorezom in z linorezom. Kakor so tele tvoje dela. Na tej razstavi sodeluješ tudi z drugimi, recimo kolegicami, ki obiskujejo? Ja, moj faks, ja. Malo predstavim. Ja, lahko. Tadeja, ona študira grafično oblikovanje, tudi Nikol. In Sanja se ukvarja z industrijskim oblikovanjem. Za vse, recimo za te ni prva razstava, na kateri sodeluješ, ne? Ne, ni prva. Si imela že samostojne razstave ali si vedno sodelovala na razstavah, na skupinskih razstavah? Sem imela zaenkrat eno samostojno razstavo v Trstu, v Narodni študijski knjižnici. Drugače pa sem vedno sodelovala v skupinskih razstavah.
Torej, si že sodelovala z drugimi umetniki, ne? Ja. In kaj prihaja, kaj je prišlo iz tega? Kaj si odnesla recimo od tega dela? Si zelo mlada recimo in tako na... Ko razstavljaš, pokažeš en svoj intimni del javnosti in to je nekako težava na začetku, ne? Ampak potem se mi zdi, da se človek kar navadi. Se človek kar navadi. In programe za naprej, poleg diplome, ki bo letos diploma ali ne? Letos, ja, septembra. Če vse gre po planih, ja. Za naprej še ne vem točno, kaj bi šla študirati, če bi delala ali sploh ne vem še, kjer bodo moje plane za naprej. Z umetnosti se živi ali se ne živi, Elena? Se pomagaš kako študentka? Ne vem, upam, da se da živeti ali ne vem. Upaš, da bo tvoje bodoče, Ne vem, da bo tvoja bodoča pot? Ne vem, če se bi lih z umetnostjo ukvarjala. Zdi se mi, da mogoče je bolj privlačno zame oblikovanje. Torej, mi ti želimo vse najboljše. Vse, kar si želiš. Hvala, Elena. Iz Nediških dolin, Špetar, na placu pri Bardađuli bojo glasbeni aperitivi. Glasbena matica iz Špetra in Institut za slovensko kulturo vas vabijo v soboto 1. junija ob 7. zvečer koncert harmonikaša Manuela Šavrona in v soboto 15. junija bo igrala skupina Upgrove, ki jo vodi Andrej Pirjevec. V Slovenskem kulturnem centru potekajo zaključni koncerti učencev glasbene matice. Zaključna akademija bo v sredo 5. junija ob 7. zvečer. V Slovenskem kulturnem centru je tudi na ogled do konec junija razstava Sten, kjer se predstavljajo 4 mlade ustvarjalke. Tadeja Drusković, Elena Guglielmotti, Nicole Kerpan in Sanja Mikac. Razstavo organizira Društvo beneških umetnikov v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev v sklopu projekta Dialogarte Tržaškega Arči Servicio Civile civilna služba. Srednje, tudi letos za Svet Ivan Kmečka zveza pripravlja večerjo na travniku. V četrtek 20. junija v Srednjem bo parložnost za pokušati tipične jedi in kmečke pardelke ob glasbi skupine Etnoploč. Rezervacije na Kmečki zvezi v Čedadu. Izrezje. V soboto 1. junija ob 4. popoldan v muzeju Brušačev na Solbici bo predstavitev knjige Besede na Tanatraku za otroke Dila tu v rezi. Spregovorili bodo Giovanni Negro, predsednik komitata Brusaljev, Luigi Negro, Matej Šekli in Roberto Dapi. In še izpovede, v nedeljo 16. junija bo mednarodni pohod prijateljstva. Pohod Kanebola, Robidišče Podbela, se začne ob 9:30 v Čaneboli in se konča v Podbeli. Druga lekcija, slovenska morfologija ljubimoslovja. Danes vam bomo predstavili samostalnik, pridevnik, števnik in zaimek, ki spadajo pod pregibne besedne vrste, ker jih sklanjamo oziroma stopnjujemo. Sem spada tudi glagol, ki vam ga bomo predstavili drugič. Samostalnik. Pri samostalnikih ločimo dva dela, osnovo in končnico. Na primer, lipa, lip je osnova in a je končnica. Moška in ženska sklanjatev imata 4 podskupine, srednja pa ima 2. Pri samostalniku ločimo 3 pomembne stvari, sklon, število in spol. Skloni. Sklonov je 6, imenovalnik, rodilnik, dajalnik, tožilnik, mestnik in rodnik.
Imenovalnik odgovarja na vprašanje kdo ali kaj. Rodilnik odgovarja na vprašanje koga ali česa. Dajalnik odgovarja na vprašanje komu ali čemu. Tožilnik odgovarja na vprašanje koga ali kaj. Mestnik odgovarja na vprašanje pri kom ali pri čem. Orodnik odgovarja na vprašanje s kom ali s čim. Imenovalnik pri sklonih je samo nepredložen. Rodilnik, dajalnik, tožilnik pa so lahko predložni ali nepredložni. Mestnik in orodnik pa samo predložna. Spol. Samostalniki so lahko moškega spola in so samostalniki, ki imajo v imenovalniku ednine končnico ničto ali a, na primer stol ali pismonoša. Ženskega spola so samostalniki, ki imajo v imenovalniku ednine končnico a ali ničto, na primer šola ali stvar. Srednjega spola so samostalniki, ki imajo v imenovalniku ednine končnico o ali e, na primer sonce in jabolko. Tukaj ločimo tudi podspol in sicer človeškost ali nečloveškost, na primer prijatelj ali pes. Živost ali neživost, na primer brat ali oblak. Sonce in senza se z mano igrajo, prijatelj me vabi, da gremo v Ljubljano. Število. Slovenščina pozna 3 števila, ednino, dvojino in množino. Ednina se nanaša na vrednost 1, na primer en deček, eno dekle, ena deklica. Dvojina se nanaša na vrednost 2, 2 dečka, 2 deklici, 2 dekleti. Množina se nanaša na vrednost 3 ali več, na primer 3 dečki, 3 deklice, 3 dekleta. Slovenščina pozna bodisi edninske, bodisi množinske samostalnike. Moške sklanjatve. Prva moška sklanjatev, prvi sklon ednine, ničta končnica, na primer korak ali most. Drugi sklon ednine, a ali u, na primer koraka, mostu. Druga moška sklanjatev, prvi sklon ednine, a, na primer pismonoša. Drugi sklon ednine, e, na primer pismonoše. Tretja moška sklanjatev. Samostalniki, ki imajo v vseh sklonih ničto končnico, na primer imena črke ali kratice. Prvi sklon ednine, na primer nuk, drugi sklon ednine, na primer nuk. Četrta moška sklanjatev. V to sklanjatev spadajo samostalniki, ki so pridevniške besede moškega spola, ki imajo v imenovalniku ednine končnico i, v rodilnik ednine pa končnica ga. Na primer, prvi sklon ednine dežurni, drugi sklon ednine dežurnega. Ženske sklanjatve. Prva ženska sklanjatev, prvi sklon ednine a, na primer lipa. Drugi sklon ednine e, na primer lipe. Druga ženska sklanjatev, prvi sklon ednine ničta končnica, na primer stvar. Drugi sklon ednine i, na primer stvari. Tretja ženska sklanjatev, samostalniki ženskega spola, ki imajo v vseh sklonih ničto končnico. Prvi sklon ednine, na primer iris, drugi sklon ednine, tudi iris. Četrta ženska sklanjatev, samostalniki ženskega spola, ki so v glavnem posamostaljene pridevniške besede ženskega spola, ki imajo imenovalniku ednine končnico a, v rodilnik pa končnico e. Prvi sklon ednine, na primer dežurna, drugi sklon ednine, na primer dežurne. Srednji sklanjatvi delimo na navadna srednja sklanjatev in posebna srednja sklanjatev. Navadna srednja sklanjatev imamo v imenovalniku ednine končnica o ali e, v rodilniku pa a. Posebna srednja sklanjatev imamo imenovalniku ednine končnica o, rodilniku ednine pa ga.
vedno je treba Pridevnik izraža lastnosti samostalniških besed. Ujema se v spolu, sklonu in številu samostalnikov. Delijo se v kakovostni, kakšen, kakšna, kakšno, vrstni, kateri, katera, katero, svojilni, čigav, čigava, čigavo. Pridevnik izraža določnost in stopnjo. S stopnjevanjem pridevnik izraža več stopenj lastnosti. Obstaja trostopenjsko in dvostopenjsko stopnjevanje. Trostopenjsko stopnjevanje ima osnovnik, na primer lep, primernik, lepši, presežnik, najlepši. Dvostopenjsko stopnjevanje ima samo osnovnik, lep in presežnik, prelep. Števnik. Števnike delimo v glavne števnike, poimenujejo količino in število, en učenec. Vrstilne števnike označujejo zaporedni vrstni red oseb ali stvari. Prvi. Ločilne števnike lahko pomenijo količino, dvojerok ali pa različne vrste trojžganci. Množilne števnike zaznamujejo pomnoženost, štirikratna cena, količino vrst ali povečan obseg česa. Nedoločne števnike izražajo količino pred samostalnikom, več, malo, nekaj, dosti in jih ne sklanjamo. Po glavnih števnikih se vprašamo koliko, pišemo jih s številkami ali z besedami. Po vrstilnih števnikih se vprašamo kateri, katera, katero. Zaimki. Zaimki nadomeščajo prave pridevnike in jih delimo v 4 glavne vrste. Kakovostni, vrstni, svojilni, količinski in jih razdelimo v 11 razredov. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, a lijep pozdrav iz Benečije.